Limetovke in limetovci, lepo pozdravljeni. Današnja tema so blizu izraznice. Na primerih bomo pojasnili, kaj ta izraz sploh pomeni. V prvem sklopu bomo razložili razliko med glagoli zadati, zadeti in prizadeti. V naslednjem sklopu se bomo osredotočili na glagol vzeti. Nazadnje pa bomo razložili še razliko med glagoloma morati in moči. Pojasnimo najprej izraz, ki sem ga omenila na začetku. Blizu izraznice. Se sliši zapleteno? Ne skrbite, saj bomo vse dobro razložili. Blizu izraznice so besede, ki imajo podobno govorno in pisno podobo, a različen pomen. Oglejmo si nekaj primerov. Ali je pravilno moram ali morem v službo? Ali je pravilno vzami ali vzemi še en kos torte? In ali je pravilno zadane ali zadene gol? Se vam kar koža naježi, ko zaslišite napačne primere rabe, ali ste morda eni tistih, ki pomenske razlike sploh ne prepoznajo? Če je tako, le poslušajte še naprej, saj bomo vse natanko razložili. Oglejmo si prvi primer. Amorjeva puščica ga vsako pomlad znova zadane ali zadene in mu nato prizadane ali prizadene bolečino. Zagotovo nas najprej zanima, kaj pomenita glagola zadati in zadeti. Pa poglejmo, kaj o tem pravi slovar slovenskega knjižnega jezika. Zadati pomeni narediti, povzročiti kaj neprijetnega, slabega. Zadeti pa pomeni premikajoč se priti v sunkovit dotik s čim. Torej je pravilno, če glagol zadeti uporabimo v pomenu zadeti gol ali zadeti z nogo mizo. Glagol zadati pa lahko uporabimo v pomenih, kot je zadati bolečino, zadati srčne rane. Kako pa je z glagolom prizadeti? Prizadeti pomeni povzročiti duševno bolečino, trpljenje, škodo, težave. Lahko bi rekli, da je blizu glagola zadati in da lahko rečemo, da nekoga prizadanemo. A v resnici ni tako. Glagol prizadeti se pravilno pregiba takole. Prizadenem, prizadeneš, prizadene in tako naprej. Če se torej vrnemo k primeru, ki sem ga omenila na začetku, je pravilno takole. Amorjeva puščica ga vsako pomlad znova zadene in mu nato prizadene bolečine. Oglejmo si še en primer. Vzemi vrtnico kot dokaz moje ljubezni. V tem primeru sta uporabljeni dve različni obliki glagola vzeti. Besedi vzami in vzemi se razlikujeta samo v eni črki, razlika med njima pa je naslednja. Če glagol vzeti uporabimo v povednem ali pogojnem naklonu, uporabimo črko a. Na primer, vedno vzamem izdelke, ki so znižani. Ali, če resno vzameš moje nasvete, ti ne bo hudega. Če pa glagol vzeti uporabimo v velelnem naklonu, torej v stavku nekomu velimo, pa uporabimo črko e. Na primer, vzemi svojo prtljago in se dobiva na letališču. V primeru, ki sem ga na začetku navedla, je pravilno torej takole. Vzemi vrtnico kot dokaz moje ljubezni. In še zadnji primer. Tina je mogla ali morala priti. V tem primeru imamo dva popolnoma različna glagola, morati in moči, torej ne gre samo za različne oblike enega glagola. Med glagoloma morati in moči obstaja pomenska razlika. Glagol morati izraža nujnost uresničitve nečesa, glagol moči pa izraža sposobnost uresničitve nečesa. Če torej rečemo, Tina je mogla priti, je mogla oblika glagola moči in pomeni, da je bila sposobna priti, lahko je prišla. Če pa rečemo, Tina je morala priti, pa je morala oblika glagola morati in pomeni, da je bilo nujno, da je prišla. Pa smo razjasnili blizu izraznice. Odslej ne bo več dvoma, kako ravnati v primerih, ko se glagoli razlikujejo samo v eni črki. Zdaj vemo, da je pravilno takole. Petra si je zadela precejšno bolečino, ko je v temi z nogo zadala ob mizo. Verjetno jutri ne bo morala v službo, takšne stvari pa jo precej prizadanejo. Ali res?
Razmislite, ali so ti zadnji primeri res pravilni, preberite še članek in utrdite svoje znanje.